dober dan vsem. Poglejmo zdaj variacije brez ponavljanja. Ampak prej morate pogledati video o permutacijah, zato da razumete tega. Prav, torej, tukaj z razliko od permutacij, torej imamo še zmeraj n elementov, ampak nas zanima razporediti v vrsto ne vse te elemente, ampak r elementov, samo en del teh. In torej jasno, da r je manjši od n. Če r je enak n, imamo še zmeraj permutacije, ki smo jih imeli prej. Torej, imamo prvo mesto, drugo mesto in tako naprej do mesta r. In spomnim, torej, da r je manjši od n. In torej, koliko načinov lahko izberem element na prvem mestu? Na n načinov. Izberem enega katerega koli od tistih n elementov. Na drugem mestu lahko izberem na n-1 načinov, ker en element sem že izbral. Na tretjem mestu lahko izberem n-2 načinov, ker sem že izbral prva dva elementa. In tako naprej do mesta r. Zdaj tukaj treba malo bolj pomisliti, koliko možnih načinov je. Opazimo to, drugo mesto, mesto številka 2 imamo n-1, mesto številka 3 n-2. Torej tisto, kar odštejemo od n, je ena od manj od tega. In torej tukaj od n moramo odšteti r-1. In če odpravimo oklepaj, dobim n-r plus 1. In torej formula tukaj za variacije reda r iz n elementov je prav to, da pomnožimo te možne načine n krat n-1 do n-r plus 1. Torej cela števila od n pomnožimo nazaj do tega števila n-r plus 1. In to je lahko tudi prav kot formula. Ampak dobimo lahko formulo napisano na drugi način. Torej tukaj sem to prepisal. In sedaj pomnožimo zgoraj in spodaj števec imenovalec z isto vrednostjo. S čim pomnožimo? Z nekako med navednicami repom tukaj, ker tukaj imamo zmnožek celih števil od n do nekega števila. In gremo naprej, množimo naslednja do 1. Po številu n-r plus 1 dobimo število n-r in tako naprej gremo in pomnožimo do 1. To bodi si v števcu kot imenovalcu. Tukaj v imenovalcu imamo zmnožek števila od n-r do 1. In torej to je prav n-r faktorialno. V števcu imamo, opazimo, zmnožek števila od n do 1. In torej to je n faktorialno. In torej tudi to lahko rabimo kot formulo. Zdaj vidimo primer, da n je enak 4, da imamo 4 elemente, ki jih lahko kličem a, b, c, d, naprimer, in imam r je enak 2. Torej delam vrste nize dolge 2. Torej zdaj, če zračunam tukaj variacije reda 2 iz 4 elementov, če rabim to formulo, moram množiti od 4 do tega števila n-r plus 1, 4 minus 2 plus 1 je 3. Torej moram množiti od 4 do 3, 4 krat 3, in v bistvu je 12. Sedaj, samo zato, da pokažem, kaj smo tukaj naredili na splošno, da pokažem z številskim primerom, samo zato napišem na ta način, če ne smo že dobili 12 tukaj. Torej, tukaj smo pomnožili z repom, tisto, ki manjka, 4 krat 3 krat 2, tudi krat 1 bi lahko, ni treba pisati krat 1, ne? Če smo odzgore pomnožili z 2, tudi moramo deliti z 2, zato da bo ekvivalentno. In odzgore imamo 4 faktorialno, od spodaj 2 je, tukaj bi lahko napisal 2 krat 1 je 2 faktorialno, ima 4 faktorialno 24, 2 faktorialno je 2, 24 2 je 12. To je bilo samo zato, da pokažem, kaj sem tukaj naredil na splošno. Če ne, se lahko rabi tudi ta druga formula. Ja, bi dobili isto, ne? 4 faktorialno vlomljo 4 minus 2 je 2. Torej 4 faktorialno vlomljo 2 faktorialno, je prav to. Prav to. Ja, in zdaj, ker 12 ni prav dosti, lahko napišemo vse te variacije, da bo bolj jasno. Torej, iz teh elementov a, b, c, d delam vrste po 2. Brez ponavljanja. Te so variacije brez ponavljanja. Torej, AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC. Ja, tako. In sedaj pogledajmo variacije s ponavljanjem. In kaj mislimo s tem? Je malo drugačno kot ideja, ki je za permutacijami s ponavljanjem. Tukaj se misli, da na vsakem od teh r mest lahko vzamem
kateri koli od n elementov, ampak tudi ga lahko ponavljam, lahko dam spet isti element, kot sem ga dal prej. In torej, v takem primeru, ko imamo s ponavljanjem, se lahko zgodi tudi, da r je večji od n. Torej, poglejmo malo. Imamo r elementov vrsti. Jih izberem iz tistih n elementov. Samo, da prvi element lahko zberem na n načinov, ampak tudi drugi lahko zberem na n načinov, ker, če hočem, lahko dam tudi spet isti element, kot sem dal prej. In tudi na tretjem mestu lahko dam zmeraj isti element, če hočem. In torej, imam n izbir do zadnjega mesta. In torej, število variacij reda r z elementov s ponavljanjem, tukaj sem označil tako, lahko se označi drugače, je n krat n in to r krat, torej n na r. Zračunam s potenco. Poglejmo primer. Prav primer, kjer r je večji od n. Torej, n je 2, imam dva elementa, a, b. In tukaj r je 3, torej dam 3 elementov vrsto. N na r je 2, na tretjo je 8. Lahko napišem vse te variacije. In torej, v vrstnem redu dam 3 elemente, kjer lahko ti ponavljam. Torej, bom na primer dal, tukaj navedem vseh 8 variacij. A, B, A, B, A, B, 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 A, B, A, B, B, A, A. Tako. Sedaj to, da se piše, ta formula je v obliki potence, je še bolj jasno, če pomislimo na števke, na cifre. Torej, namesto črk, tukaj recimo vzamem n enako 10 elementov, jih ne bom klical a, b, c, vzamem prav števke od 0 do 9. Tiste, s katerimi pišemo števila, in r vzamem spet 2, torej v bistvu dvomestna števila. N na dr je 10, na drugo je 100. Ja, imam 100 dvomestnih števil. V bistvu, če jaz dam v vrstnem redu elemente kot ja, ne, prej r ni bil 2, če zdaj dam vrste po 2, te elemente jih dam v vrste po 2, imam 0, 0, 1, 0, 2, 0, 9, 1, 0, 1, 1, gre naprej, 1, 9, 2, 0 in prijem do 99. In če pomislite, to so prav števila od 0 do 99, zato pride ven, da je 100 variacij s ponavljanjem. Tako. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.